In že so tukaj minute za glasbo, v studiu pa pozdravljam Katja Koren, dobro jutro. Dobro jutro. Poznamo te, ne rabimo te posebej predstavljati, ampak kot kaj želiš, da te gledamo? Kot solistko ali back vokalistko? Kot glasbenica, vidiš. To je ta demokracija. Videvamo te v bistvu v obeh vlogah. Ja. Najbolj vidna trenutno je pa vloga back vokalistke. Ja. To je zato, veš, ker mislim, jaz moram tudi kaj delati v življenju. Zdaj pa, da ostaneš v stiku z odrom, pa da se razviješ kot muzičar, kot pevec, ti je to najboljše, da pač iščeš skozi neke variante. Ne? Jaz sem se s tem probala čim več naučiti vedno in glede na to, da mi je ful fajn to delati in res uživam v tem. Ne? Predstavljamo si, da je zelo enostavno tam vzadaj. Ja. Si stojiš, poješ, če ga malo polomiš, vsi so še trije zraven. Pa niso, ne? Ja, gled, v bistvu moraš ti ful časa biti tam, imeti neko pozitivno energijo, karkoli dodaš, pač si del benda, daš neko širino zraven k zvoku in k energiji, ne? In pol pač tisti dan trenutek pa moraš dati vse od sebe in še več pa verjetno treba dati od sebe kot solist, verjetno. Veliko več, ja, tudi. Tukaj je tvoj nov album, veš, kaj mislim? Veš, kaj jaz mislim? Ne vem, kaj misliš. V glavnem nastajal je vsaj dobro leto. Ja. Bili smo pred točno enim letom tukaj v studiu. Res je, Andrej. Glasbenem. In takrat si snemala in od tega minilo eno leto. Je to normalna doba, poprečna? Po moje še več včasih, ne. Zdaj odvisno. Glede na to, da je to prvi album, pa da smo mi postavljali osnove, pa da še nisem nikoli delala tega, nimam neke ustaljene ekipe še, oziroma sem si jo verjetno zdaj ustvarila, ne. Je pač to trajalo toliko časa. Običajno morajo se stvari spontano zgoditi, ne moraš na silo delati glasbe, po moje, no. Sploh če hočeš, da je to muzika kot muzika, no. Pri vseh stvarih traja eno leto. Če bi tako dobro vse posod trajalo. Ne, Andrej. Življenje je bolj kruto. Ja. Zdaj bomo pa slišali prvo skladbo iz tega čisto novega CD-ja, imenuje pa se Balada. Z njim zbežim daleč stran in če bom našla svet barven lep, tudi za tega ima. Mogoče pa zame deluje, mogoče ga kdo rabi še huje, ko naredim korak. Tam legla bom na travo, odmislila daljavo, predajala življenje bom, svetlim dnem in dvom, ki me je prej objemal. Odrinila bom stran, z nasmehom poiskala bom še tvojo dlan. Čas bolj prijazen, a kako, če je človek prazen, brez idej njegovih želja, le upanje ima. Želi si dan, ki ga vzame, da z njim zbeži. In če bo našel svet barven lep, tudi samega ima. Tam legla bom na travo, odmislila daljavo, predajala življenje.
To je bil video spot z naslovom Balada od Katje Koren, ki ga lahko najdete tudi na temle novem CD-ju. Besedila si napisala čisto vse sama. Ja, z malo pomoči. No. Pri enem komadu mi je Klemen Kotr pomagal, pri enem pa Trkaj. Ampak načeloma, ja. To je kar drzno, ne? Da se spustiš v to. Ali si bila že v osnovni šoli vešča pisanja skladbic, pesmic? Sem v bistvu v osnovni šoli in srednji šoli in še vedno na faksu zapišem, ko se mi ne da poslušati. Kakšen trenutek mora biti to, da se lotiš pisanja skladbe? Ponovadi se me nekaj res dotakne, pa ne dobesedno, ampak ne vem, ali me kaj razjezi, ali o čem ful razmišljam, ali mi da res zamisliti, ali mi nekaj ni jasno, pa si probam razčistiti karkoli, no. Se veš, blondinke se marsikaj sprašujemo. In vam ni jasno, ne? Ja, in nam ni jasno in to pač tako dolgo pišeš, ne, da ti je bolj jasno. Kaj pa je ostala ekipa še? Marko Črnčec, ja. Martin Bezjak, nekaj sem še pozabil. Kaj si pozabil? Nekaj ljudi sem še pozabil. Ja. Misliš, glasbeniki, ki so snemali, so v bistvu tuji Marko Črnčec, pa Matej Hotkop, Žiga Kožar, Blaž Kores, Igor Bizget, Žiga Stanonik. Sami dobri glasbeniki. Ja. Torej ta zgoščenka mora biti res nekaj posebnega. Ja. Kdaj te lahko vidimo v Mariboru, kdaj te lahko vidimo in slišimo seveda tudi v Ljubljani? Ja, v bistvu v okviru festivala Godi Vodi smo in 20. aprila v Mariboru in 21. v Ljubljani, tako da ste lepo vabljeni. Ne? Drugače pa ogled spletne strani je pravzaprav obvezen. Greš tudi na Eurovizijo? Grem. Maja. Peljem se z letalom. To bo že tvoja katera? 3., 4., 5., 6. Eurovizija? 3. 3. Eurovizija? Napoveduješ najboljšo uvrstitev letos? Jaz napovedujem, da se bomo super odrezali. Da bomo dali vse od sebe. In predstavljali Slovenijo v najlepši luči. Tako. Katja Koren, najlepša hvala Hvala za tebi. pogovor.